To je kapitalizem zgodnjega 21. stoletja. Pisarne so videti kot igralnice v nakupovalnih centrih. Manjkajo utrujene matere, ki kadijo slim s cigarete. Tudi jaz sem, tako kot študentje, ki delajo v takšnih igralnicah, šarlatan. Tu sem, ker sem davčna olajšava in ker sem zapecal njihovega šefa. Kapitalizem zgodnjega 21. stoletja je nabor izmišljenih služb, ki parazitirajo okoli IT sektorja. Za naslednje 4 ure bom plačan toliko, kot bi zaslužil v 3 mesecih. Zato se tudi vzdržujem cinizma. Jaz sem otrok delavskega razreda, polproizvod egalitaristične ideje države, ki več ne obstaja, ki pa je moji materi omogočila šolanje. Je edina v moji družini s fakultetno diplomo. Ona je bila ta, ki je želela in ponavljala, naj študiram karkoli si želim in samo tisto, v čemer sem dober, ker ona ni mogla. To je bilo vendarle preveč svobode. Ker nekaj izbrati pomeni poznati možnosti. Imeti izbiro je bolj stvar ekonomskega privilegija in razreda kot osebne izbire. Moj oče ni vedel, kaj je mogoče izbirati, zato je moral delati z rokami. Moja mati si ni nikoli drznila pomisliti, v čem bi lahko bila dobra, zato je končala kot računovodkinja. Znajdevala sta se. In četudi sta mi vse življenje zatrjevala nasprotno, sem posrkal idejo, da si ne zaslužim več kot toliko, kolikor sem dobil. Samo srečen moraš biti, mi je govorila mati. Glede ostalega se boš že znašel. To je ena od zadnjih reči, ki mi jih je rekla. In jaz se zdaj iznajdevam, četudi ne morem reči, da sem srečen. V polkrogu okoli mene sedi 10 fantov in 4 dekleta. Videti so, kot da se nikoli niso zabavali, niso fukali kakih lepih ljudi, niso se nabildali in nimajo 1000 followerjev na Instagramu. Vendarle, ratalo jim je. Gledam po prstih, ni prstanov. To je kapitalizem 21. stoletja. Laganje za denar, ustvarjanje ugodja. Zavržem psevdoznanstveno psevdometodo in jim delavnico predstavim kot super zabavno sprostitev. Obrekujem šefa, ustvarim ugodje otroškega rojstnega dne, na katerega nekateri od njih niso bili nikoli povabljeni. Prisilim jih, da se hihitajo, kot da obrekujemo najbolj luštne fante iz B razreda. Psihoteste prodajam kot kolekcijo glosa. Spravljam jih v smeh. Iz testa izbrišem vsak introspektivni značaj, ker bi mu vsi ustrezali. Tako so bojevniki, prodajalci, vodje ali filmske zvezde. Igramo se. Svet zgodnjega 21. stoletja je postal prostor brez igre, neobvezne zabave. Vsi smo postali posvečeni, pokorjeni in nadvse pokorni. Ljudje hitro oživijo ob možnosti, da jih drugi vidijo samo malo drugače, upanju, da imajo lahko za hip neka druga življenja. Mojih 14 geekov se sprosti, spremenijo se v plahe filmske dive in pravične kralje. Na drugi strani steklene stene se pojavi Vanja. Med nama je en večer ljubljenja. Peljal me je na zelo drago večerjo, slow food. Jaz njega na fast food, ko sva bila pol ure kasneje lačna. Plesala sva, sobote nisem zapravil. On je plačal pijačo, jaz sem zrihtal vstopnino. Mali geek je, ki je samemu sebi rekel, da lahko postane pravi veliki fant. Urbani ostržek, to da brez droge ali kake težke zgodbe. Napil se je z nekaj gin toniki. Odpeljal sem ga domov v svoje vlažno stanovance. Slekel je svojo belo majico s kratkimi rokavi v vrednosti moje mesečne najemnine. Dal sem ga v posteljo, objel v gnezdo, poljubil in še enkrat, vlažneje, prislonil svojo erekcijo in zaspal v blagem nelagodju. Isto nelagodje se oglasi, ko ga vidim na drugi strani. Beseda se mi zatakne v grlu, izvrže črko.
Glas postane globji. A lahko ugasneva klimo? Hladno mi je. Vanja je imel veliko firmo. Mislim, zrasla je tako, kar naenkrat. Ne glih naenkrat, ampak zelo hitro. Začel je pri 23 in to je vse zalaufalo, ko se je Hrvaška pridružila Evropski uniji. Vse je v njegovih rokah, vse je bila njegova vizija. In samo delal je cel dan. Nič drugega, samo delo. In tako je vse raslo. In mislil si je, spočil se bom kasneje. Šel je na počitnice, ampak sploh ni počival. Vedno na kako novo lokacijo, kontinent. Res je vse prepotoval, ampak treba je videti, raziskovati se, slikati za ljudi. Res je bil preobremenjen. Firma pa je rasla in ta posel je cvetel in on je eden prvih, ki je takoj dojel pomembnost vsega tega digitalnega, online, posebej za biznis. Začutil je, da postaja nesrečen. Ampak kdo je pa v biznisu srečen? Hvala Bogu, ni nikoli pil in sovraži droge. Takoj ga okoli obrnejo, mislim. Poglej ga. Njegov značaj je gram kokaina. Začutil je tudi druge simptome, ampak tempo je takšen. 12 ur dnevno piči. Vsako jutro se je vse težje zbujal in včasih je jokal. Ampak nič takega. Mislil je, da je samo občutljiv. Potem je začel z nekimi kao tečaji, da bi se umiril. In to je bila napaka. Skoraj ga je stalo glave. To je ona neka new age norost. Ampak kot stroj. Zato sem plačal Boga in pol, mi razloži. Tam je vse osnovano na potlačevanju. Vem ti, jaz sem vsako misel potlačil. Vse. Postal sem odvisen od te stare. Vsak dan sem jo klical. Ona pa meni, vsak dan meditiraj. Poveži se z vesoljem, jebem ti. In karkoli sem pomislil, takoj sem se povezal, takoj potlačil. Najraje bi se ubil. Tako sem pomislil in takoj klical gospo Milico. In potem sva se midva povezala z vesoljem. Ne? In tako vsak dan, vsaki 2 uri, vsaka misel, takoj sem se povezal. Roke so se mi tresle, nekakšna rdečica me je preplavljala, bruhal sem v jok. Dela pa vse več. In vse več seans pri gospe Milici. In pravim, da imam preveč dela, da me bo razneslo. Ona pa meni, to je transfer iz vesolja, stvaritelja, izmenjava. Blokiraš se. In sem si rekel, prav, blokiram se in se vržem v še več dela. Bam, 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 še 2 klienta. Pol pisarne sem imel na bolniški. Jaz pa jebena Miranda Priestly, business realness. Shujšal 6 kil. Kao vse mi ni nič. Skozi sem pa dobival dopise o burnoutu. In veš, kaj je najbolj noro? S kominem. Na skrivaj si namestim penis. Bil sem prepričan, da ti ljudje, ne vem, kako naj to povem. Sigurno si misliš, da sem največji kreten. Ampak jaz sem samega sebe prepričal, da so oni diskonektani od vesolja. In jebega, ne vem, zakaj te vse to govorim, vedno govorim, ker sem nervozen. Super, nasprotno od mene. V glavnem, en dan sem šel v trgovino po skyr. Skyr je skandinavski low-fat jogurt in obenem moj edini obrok. Prišel sem v trgovino in tam je bilo 5000 jogurtov. Cel zid je bil jogurt. In grem. Pa hodim in hodim in hodim. In ni jebenega skyr jogurta. Ni. Stojim pred hladilniki, ampak gorim. Od znotraj, koža mi gori. Začnem jokati.
Zadnje, kar se spomnim, je bila neka stara ženska. Ni jebenega skiri jogurta. In ne samo obrnjeno. Nisem več mogel dihati. Občutek sem imel, kot da sem ujet v požaru, na grmadi, gorim in dušim se. Mislil sem, da je to to. Zbudil sem se lepo v bolnici. Burnout. Kot da sem iz Salema. Sfukana ščitnica. Vse sem se uničil. Ne vem. Potem sem lepo poklical gospo Milico in jo poslal v kurac in šel na psihoterapijo. Reorganiziral firmo, tako da je vsem prijetno. Obdržal sem skoraj vse zaposlene. Sej tudi ni treba stalno rasti. In potem sem vse obrnil. Odprl sem restauracijo na Visu. Manj delam. Bolj delegiram. In sem končno srečen. In tudi videti je srečen. Porjavel. Zdrav. Za polno pest bi zagrabil njegovih las, mu ovil roko okoli vratu, ga poljubil, poslušal dihanje, ugriznil v vrat, prste se privil v pas, stopil ramena. Stoj, se opozorim. Treba bo vstati od mize. Raje bleknem ceno, neko cifro. In glede na izraz je videti, kot da sem rekel premalo. Neto, dodam. Vrhunec moje poslovne terminologije. Zmeniva se za prvo seanso, za naprej bova pa videla.